Spoštovane, spoštovani, danes gostimo izjemno zanimivega gosta, ki je opazno zaznamoval obdobje 90-ih let. Za seboj ima izjemno pestro obdobje, v katerem je imel strme vzpone in tudi manj uspešna obdobja. Odločilno pa je prispeval k utrjevanju demokratičnih procesov v samostojni državi Sloveniji. Z nami je Marjan Podobnik, predsednik Slovenske ljudske stranke. Pozdrav in dobrodošlico želim. Lepo pozdravljeni. Marjan Podobnik je maturiral na gimnaziji Jure Vega v Idriji in diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Na začetku je delal na področju kmetijstva kot kmetijski svetovalec in direktor kmetijske zadruge v Idriji. Kmalu se je angažirano pridružil iniciativi odbora Zveze kmečke mladine in bil soustanovitelj Slovenske kmečke zveze. Po preimenovanju Slovenske kmečke zveze v Slovensko ljudsko stranko je bil izvoljen za predsednika Slovenske ljudske stranke. Na volitvah leta 1996 je dosegel s svojo Slovensko ljudsko stranko izjemen rezultat. Po vstopu v koalicijo z LDS pa je bil v vladi dr. Drnovška podpredsednik vlade Republike Slovenije. Po združitvi Slovenske ljudske stranke in Slovenskih krščanskih demokratov se za nekaj časa umaknil iz politike in nedavno je bil na kongresu Slovenske ljudske stranke ponovno izvoljen za predsednika Slovenske ljudske stranke. Na prvih demokratičnih volitvah ste bil na listi Slovenske kmečke zveze izvoljen takratno skupščino Republike Slovenije. Pa bi vas vprašal, kako ocenjujete tisti čas velikih sprememb in velikih pričakovanj? Ja, to je bil en poseben čas, in jaz sem vesel, da sem lahko v tem na svoj način s prijatelji, sodelavci sodeloval. To je bil čas podiranja zidov, berlinskega zidu, Lecha Valense, solidarnosti na Poljskem. Spomnim se, da ko je na ustanovitev Slovenske kmečke zveze 12. maja 1988, torej pred dobrimi 30 leti, v Unionsko dvorano, ko so prišli mnogi tudi iz tujine, med drugim profesori iz Srbije, je bilo takrat rečeno, ljudje, ki so spremljali dogajanja, pač so s presenečenjem ugotavljali, kako močna organiziranost se je pripravila v Sloveniji, ob tem, ko razen poljske solidarnosti in nekaterih zametkov praktično je Evropa, ta vzhodna, bivša komunistična, bila še čist na začetku. Potem, po ustanovitvi Slovenske kmečke zveze, so se v tem času slovenske pomladi 88-90 potem ustanavljale druge demokratične stranke. Mi smo tudi kot Slovenska kmečka zveza, Ivan Oman, pokojni Franc Zagožen, pokojni Ivan Pučnik in drugi smo tudi pomagali ustanavljati nekatere druge stranke, posebej SDZ in še nekatere stranke po terenu. In čeprav smo se zavedali, da si po eni strani delamo konkurenco, na volitvah smo vedeli, da je treba se tako organizirati, da bomo lahko nagovorili pa čim širši krog volivcev in se je pokazalo to kot uspeh. Saj smo z Demosom, ki je bil zelo raznolika koalicija, dosegli potem na teh prvih demokratičnih volitvah tudi zmagovit rezultat. Tudi, če tako pravite, zmagovit rezultat, ampak vi ste imeli znotraj tega Demosa tudi, bi rekel, največje število poslancev in skratka to prevladujočo vlogo. Ste bili znotraj Demosa odločujoči, če bi tako rekel. Ja, mi smo bili daleč najmočnejši. Se pravi, Slovenska kmečka zveza je med vsemi Demosovimi strankami imela daleč največjo skupino, se pravi več kot tretjino vseh poslancev Demosa je imela Slovenska kmečka zveza v vseh treh zborih, se pravi družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela. Bil je tak dogovor že pred volitvami, da tista stranka, ki bo dobila največ glasov v družbeno-političnem zboru, bo ponudila mandatarja in Slovenski krščanski demokrati so takrat dobili nekaj desetink odstotka več za družbeno-politični zbor in so
tudi predlagali gospoda Peterleta potem za predsednika vlade in je bil tudi izvoljen. Jaz sem z relativno, bom rekel, majhnimi izkušnjami, kot smo jih imeli tudi večina od nas, se pravi kot mlad kmetijski inženir, svetovalec oziroma takrat direktor Kmetijske zadruge Idrija, postal vodja poslanske skupine Slovenske kmečke zveze. Spomnim se iz tega obdobja, ko smo pripravljali osamosvojitveno zakonodajo in smo morali zagotavljati sklepčnost, ker se je včasih dogajalo, ni bilo vedno tako, kot se zdaj govori, da smo bili vsi za. Ne, nekateri zakoni so šli zelo na tesno in tisti, ki so bili malo proti tem postopkom osamosvajanja, so ponavadi ovirali predvsem z nesklepčnostjo. In se spomnim teh pomladnih mesecev, zgodnje pomladnih mesecev pred to osamosvojitveno vojno, med plebiscitom in osamosvojitvijo leta 1991, da smo zagotavljali sklepčnost prav Slovenska kmečka zveza, čeprav smo imeli veliko kmetov, ki so imeli takrat največja dela in se je nam prav malo zdelo, da so mnogi meščani takrat, jih ni bilo, tudi iz naših vrst, in še danes res dajem priznanje tem ljudem, ki so brez izjeme in brez razmišljanja zagotavljali polno prisotnost in da smo res ta prvi korak, ključen korak Demosa, osamosvojitev Slovenije res izpeljali. Jo je Demosova vlada odlično vodila, treba je pa priznati, da z načinom povezovalnim smo dejansko spodbudili, da je velika večina političnih strank in posameznikov to stvar na koncu tudi dejansko podprla. Če bi tako to, kar ste zdaj omenili, znotraj Demosa je bila sigurno velika enotnost o tem, da se je treba osamosvojiti pa izstopiti iz bivše Jugoslavije. Na nekaterih točkah pa verjetno niste bili popolno usklajeni, kajti če tako malo po spominu pobrskam, takrat je bil tudi izstop iz teh vlade, mislim, da finančnega ministra Krajnca pa Mencingerja, no, pa bi morda tukaj pojasnil, v čem je bil razlog. Torej ni nobena posebna skrivnost, da je bil verjetno glavni razlog, da je tako prehitro Demos razpadel, prav nestrinjanje z konceptom privatizacije. Torej, mi smo ta prvi korak, kot ste omenili, smo ga res enotno izpeljali. Osamosvojitev, to je bila trdna zaveza, prva zaveza, glavna. Ko so se pa začeli pojavljati ti modeli privatizacije, so pa seveda ugledni posamezniki iz Demosovih strank ali pa blizu Demosovih strank in drugi so imeli zelo različne poglede. Če se spomnite, takrat je bil Jeffrey Sachs, eden od mednarodnih strokovnjakov, ki je zagovarjal en model, pa potem nekateri drugi modeli. In zdaj, jaz bom tako rekel, verjetno nekateri interesi ob nadaljevanju delovanja Demosa ne bi bili zadovoljeni, zato so pač posamezniki sprožili ta razpad Demosa, ne? Ker to je bila res za Slovenijo, če zdaj gledam nazaj, je bila to tragična zgodba, ki se je zgodila. Pravzaprav smo takrat enotno bili res proti, v tem Dolskem sta bila Ivan Oman iz Slovenske kmečke zveze in Vitomir Gros iz obrtniške stranke. Druge stranke so nekatere imele taka ali drugačna stališča. En del posameznikov je pa aktivno vodil, peljal politiko k razpustitvi Demosa z nekim argumentom, češ, imamo nekatera nesoglasja, osamosvojili smo se, sedaj pa gremo ponovno na volitve. In v bistvu smo s tem mnogo prezgodaj prepustili stari partiji z udbovskimi navezavami in drugimi povezavami, vsaj posamezniki so jih imeli iz preteklosti, smo dali nazaj vzvode in te vzvode so potem okrepili v vseh teh letih in desetletjih in to je nažalost verjetno zavrlo marsikatero razvojno zgodbo in nam onemogočilo, da bi v tem trenutku izkoristili tudi tiste razvojne potenciale, ki bi jih lahko. Podoben proces kot tu v Sloveniji je tekel tudi v sosednji Hrvaški, takrat še republiki. Pa ste se tukaj usklajevali ali ste tu pač peljali vsak svojo politiko? Posamezniki iz posameznih strank, nekatere stranke so imele boljše, nekatere manj kontaktov z
partnerskimi strankami na Hrvaškem. Treba je vedeti, da žal že ob samem začetku, torej ob osamosvojitveni vojni, je hitro sledilo eno veliko razočaranje, če se spomnite, ko smo vsi pričakovali, da bo Hrvaška zaustavila tanke JLA na slovensko-hrvaški meji, se to ni zgodilo. Marskomu še danes to ni jasno, zakaj se to ni zgodilo. Verjetno odgovor ni enoznačen. To je gotovo bil en razlog za neko nezaupanje. Po drugi strani je pa dejstvo, da smo na mnogih področjih šli po sorodni poti in jaz sem vesel, da je tako kot Slovenija tudi Hrvaška prehodila to pot tudi do vstopa v Evropsko unijo, v te mednarodne integracije in si želim, da bi se tudi obe državi tako razvijali in bili tako stabilni, da bi tudi pred sedanjimi in prihodnjimi varnostnimi in drugimi vprašanji lahko trdno ščitili lastne in evropske interese. Ne spomnim se pa zelo, rekel, tesnega sodelovanja v tem času. Ne glede na to, da je Demos relativno hitro razpadel, ste vi peljali tisto eno svojo pot, kar sem že prej omenil, bi rekel, sledilo je preimenovanje Slovenske kmečke zveze v Slovensko ljudsko stranko, postal se predsednik in vi ste z nekim velikim zanosom zadev tudi peljali to volilno kampanjo 1996 in rezultat ni izostal. Pa bi lahko malo tako po spominu rekel, kaj se je pa bi rekel, povezovalo znotraj takrat tega vašega kroga, da je v bistvu bil takšen rezultat, kot je bil? Ja, jaz mislim, da smo predvsem uspeli na nek način prepričljivo nagovoriti ljudi, ki so si želeli živeti v normalni državi. Se pravi, ki so dobrodošli pri nekem sodelovanju s svojimi idejami, ne glede na to, a so, ne vem, malo bolj desni, malo bolj trdno desni, malo bolj sredinski, tudi rahlo levi, so se čutili dobrodošli. Recimo, eden od zanimivih poudarkov je bil, se spomnim v tem času, naš odnos do medvojnih in povojnih dogodkov. Mi smo takrat sprejeli deklaracijo, kongresno, s katero smo poudarili, da spoštujemo vse, ki so se borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. In nasprotujemo temu, da bi se partizanskemu gibanju v celoti obesilo odgovornost za množične izvensodne povojne poboje. In prav tako nasprotujemo temu, da bi se proti komunističnim borcem in formacijam na počez obesilo eno oznako kolaborantstva oziroma izdajstva, ker seveda je velika večina partizanov šla v boj za to, da se osvobodi Slovenija izpod tujega jarma, izpod okupatorjev, in da velika večina protikomunističnih borcev se je odločila za to pot, da bi zaščitila svoje domove, svoje ljudi, premoženje, ko so jih revolucionarni posamezniki znotraj partije s to svojo strategijo, da izkoristijo NOB za komunistično revolucijo, so pač se veže v času medvojno pač likvidirali ljudi, ugledne posameznike, kmete, obrtnike, duhovnike in je šlo tu za nek odpor. In tragika je, da se še danes ne naredi ločnica med tistimi, ki so iskreno šli, in teh je velika večina, v partizanski boj, in med tistimi, ki imajo krvave roke in bi morali odgovarjati zaradi izvensodnih pobojev, in podobno na drugi strani med tistimi, ki so naredili tudi na tej protikomunistični strani zločine in naj zanje odgovarjajo, in tisto večino, ki se je pa uprla tej komunistični revoluciji in je bil ta odpor popolnoma upravičen. Skratka, tu ste postavili dokaj neko objektivno izhodiščno stališče, ki ni enoznačno. Skratka, tudi vojne same po sebi so vedno tiste, ki prinašajo predvsem tragedije, ne pa neke uspehe, ampak seveda. Skratka, tu... Morda še to, to je bila ena od točk. Mi smo takrat bili znani, recimo leta 95-96 pred volitvami, smo nastopali izrazito konstruktivno, kot konstruktivna opozicija. Nismo veliko ali pa ostro kritizirali, napadali vlade, ampak smo z svojimi predlogi prihajali in ljudje so začutili en del tega, kar so pričakovali ob osamosvojitvi. In podobno danes. Jaz verjamem v ponovitev tega uspeha, teh 20%, ravno zato, ker verjamem, da tudi danes ljudje pričakujejo
to, kar so pričakovali ob osamosvojitvi, da bodo dobronamerni ljudje, ki hočejo delati, ki hočejo ustvarjati, ki želijo pošteno si ustvariti pogoje za življenje svoje družine, svojega okolja, da bodo za to imeli možnosti. In da ni važno, so malo bolj levi, desni, konzervativni, liberalni, in da bojo po drugi strani sankcionirani tisti, ki zlorabljajo, ali kradejo tako ali drugače, ali zlorabljajo pravni sistem, ali karkoli drugega. In danes je to razočaranje nad tem, da se niso ta pričakovanja iz osamosvojitve uresničila, so ta razočaranja precej velika in zato se mi zdi toliko pomembneje, da imamo čim več teh povezovalnih stvari, ker ogromno stvari je, ki nas povezuje, po drugi strani je pa tudi ogromno stvari, na katere smo v Sloveniji upravičeno lahko ponosni in je škoda, da jih večkrat opazijo tujci, kot jih sami opazimo. Omenil ste pravno državo, pa seveda koliko zdaj v bistvu prinašajo razne te zgodbe, ki jih poznamo, bi rekel, razne ovadbe, ki potem ne dobijo epiloga in vse ostalo, bi rekel, k temu, da bi se še utrjevalo pa verjelo v to pravno državo, ker mnogo kateri v raznih komentarjih pač pravi, da ne zaupajo, da je pošlo zaupanje v pravno državo in da so nekateri pač bolj zaščiteni kot pa drugi, skratka, da smo tu znotraj tega neenakopravni. Jaz mislim, da nažalost, mi moramo povedati, mi nimamo delujoče pravne države. Mi ne smemo obsojati ljudi, ki delajo v pravosodnem sistemu počez, ker sem prepričan, da jih večina želi delati v najboljši veri in najboljše, kar lahko. Ampak, če nekateri vrhovi ali pa neki tihi centri moči znotraj ali pa od zunaj uporabljajo pravosodni sistem za dosego nekih ciljev, ki so v temeljnem nasprotju z temeljnimi človekovimi pravicami, potem je to treba povedati na glas. Dajte primer, to, kar se je dogajalo Francu Kanglerju, ki je zdaj v vseh postopkih, ki so se zaključili, oproščen. Kako je mogoče, da nihče od teh, ki je vodil te postopke, ne le da za to ni odgovarjal, ampak so še v teh obdobjih, v zadnjih mesecih bili nagrajevani z novimi funkcijami. Dajte, mi imamo primer tudi na Koroškem koncu, ker se je gospodu Miru Petku zgodil napad kot novinarju. Vemo, da napad na novinarja je nekaj najhujšega z vidika zaščite pravne države in javne besede, pa se tudi ni prišlo do konca in do ugotovitve, kaj in kdo je za tem stal. In zato jaz mislim, da nikoli ni preveč opozoril, da je delujoča pravna država temelj za vse. Za delujoče gospodarstvo, za občutek enakovrednosti v družbi in za dolgoročno perspektivo države, naroda, družbe. To pomeni v bistvu, pravna država ni enkrat in za vedno dan, ampak je treba vedno znova se boriti za to, da je pač, da se ohranja na čim višjem nivoju. Točno tako. Vi ste, kot rečeno, po tistem obdobju, ko je Demos razpadel, zadevo pristopil k organizaciji in seveda kot ta rezultat na volitvah, ki ga še enkrat omenjam kot zavidanja vreden, vam je prinesel pač, bi rekel, vas je porinil v obdobje, ko je relativna zmagovalka LDS poskušala sestavljati vlado in ji seveda ni uspelo. No. Po nekih usklajevanjih in to ste potem vi kot predsednik oziroma vaša stranka vstopili v to koalicijo. Pa če bi zdaj prvo vas vprašal, kako danes to ocenjujete? Je bila to modra poteza, dobra poteza ali kako bi iz te perspektive zadevo ocenil? Argumente za vstop, ki so bili zelo različni. Prvi je bil ta, da je, če pač ne moramo narediti koalicije zgolj pomladnih strank, za kar smo se dogovorili, je prav, da se naredi velika koalicija, se pravi dve največji stranki. Ta argument v celoti drži tudi danes. Tudi danes se govori o velikih koalicijah. Tudi argument, da je treba pred vstopom v euroatlantske povezave, tudi tuji partnerji so nas spodbujali, dajte vstopiti, ker če boste imeli noter tako sliko kot zdaj, da bo neka ortokomunistična zgodba, kot je sedanja levica, imela glavno besedo, potem je veliko vprašanje, ali bi se mi res usmerili proti Evropski uniji, ali bi šli mogoče proti Balkanu ali pa kam drugam. Ampak ne glede na vse, danes te poteze verjetno ne bi ponovil. Predvsem
zaradi enega precejšnjega razočaranja, ko sem ugotovil, da tudi vsebine, kjer smo bili v celoti usklajeni med strankami pomladi, ko smo jih te uveljavljali v vladi, v parlamentu od drugih dveh sorodnih strank nismo dobili nobene podpore. Podobno je bilo strani, recimo, cerkve, drugih ustanov, ki so na nas gledali, kot češ vi naredite vse, kar lahko dobrega, mi vas bomo pa ne glede na to sesuvali, kritizirali do konca. Tu je bilo razočaranje upravičeno mnogih tudi naših ljudi. Jaz verjamem, da bo zgodovina pokazala, da je bilo to obdobje za Slovenijo kot tako pozitivno in da je bila ta koalicija kot taka pozitivna. Ljudska stranka je plačala svojo ceno in tudi zdaj, če me kdo vpraša, ko je v kakšni podobni situaciji, mu odsvetujem, da bi naredil potezo, kot sem jaz naredil. Skratka, izkušnja, ki je se iztekla pač v to smer, da neka dana beseda ali karkoli, ali pa pisna zaveza bore malo velja, če nimaš na sprotni strani kredibilne osebe. Ja, to je tako, ne? V politiki to žal res tudi ne pridobiva, ne, ta dana beseda, ampak izgublja. Takrat je bilo tudi tako, no, da so se te besede lomile pri vseh treh strankah. Takratne pomladne opcije, mi smo vstopili takrat, ko smo videli, da tudi drugi dve stranki se dogovarjata z LDS-om, ko smo to videli na lastne oči. Ampak ne bi tega obsojal, mi smo vstopili noter. Odgovornost je naša za dobro in slabo. In v prvi vrsti moja. Ker jaz sem imel možnost v eni ali drugi smeri stvar recimo tudi takrat še spremeniti. Se mi pa zdi to, ne, da prav to, kar je bilo rečeno, dana beseda. Jaz se spomnim, koliko smo se mi prizadevali in sem vesel, da smo recimo uspeli v tej vladi na enem področju, za katerega sem jaz namenil, mislim, da drugo največ časa v vladi. To je bilo reševanje jeklarstva. Ne. Takrat v mojem kabinetu največ obiskov sta imela Matic Stasič, ki je vodil slovensko jeklarstvo, in Darinka Mravljak, ki je bila poslanka Slovenske ljudske stranke. In jaz sem bil presenečen, ko sem nekaj let nazaj ugotovil, da povprečen Ljubljančan več ve, kaj je bilo narejeno takrat za rešitev jeklarstva kot povprečen Korošec, pa verjetno niso ali pa niste v celoti zadovoljni, da to jeklarstvo je tako, kot je, lahko bi bile boljše plače in tako naprej. Sem pa prepričan, da je dobro, da smo jeklarstvo takrat rešili. No, sigurno, to je, bi rekel, ena zelo dobra zadeva tako za to dolino, ker ohranilo se je toliko delovnih mest, neka vizija je, te plače so pač takšne, kot so, in seveda jih je stalno možno v rezultatih, bi rekel, dvigovati in verjamemo. No, ampak jaz bi to malo navezal na zdajšnjo aktualno vsebino, pomembno, še posebno za Koroško. Zdaj, ko so lokalne volitve, smo mi imeli resne težave. Žal, najmanj list smo vložili na Koroškem. Noben del Slovenije mi smo vložili preko okoli 180 list, kandidatke za župane manj, za svetnike okoli 180. Mislim, da 6 koroških občin nima liste Slovenske ljudske stranke. In moram odkrito povedati, je bilo žal, ker sem bil tudi v pogovoru z nekaterimi visokimi predstavniki občin in tako naprej, ko so rekli, mi smo se žal odločili, mi ne bomo dali liste, mi smo zdaj neka, županska lista in tako. In so se mi celo zahvalili za takratno podporo za jeklarstvo. Sem rekel, lejte, ko se bo odločalo, a boste na vašo tretjo razvojno os, da bo dejansko stekla do avtoceste, če boste čakali na njo 5 let ali pa 35 let, veste, ker ko se začne odkupovati zemljišča, je lahko to v 5 letih končano, lahko po 35 letih ponovno grebeš dol zemljo, zato da bi spet začel nekaj postavljati. Obe opciji sta odprti. Sem rekel, ko boste to ponovno rabili, takrat vam žal še tako dobre, neodvisne županske liste in liste občinskih svetnikov ne bodo nič pomagale. Takrat vam bodo pomagali poslanci v državnem zboru, ki se bodo iskreno prizadevali za verjetno enega od temeljnih interesov Koroške, to pa je ustrezna infrastruktura kot predpogoj za hitrejši gospodarski razvoj in tako naprej. Pa če se malo vrnemo še na tisto, bi rekel, dogajanje znotraj koalicije, takrat je bilo v tistem času bila tudi ta certifikatska politika. Takrat so se izdali certifikati vsem državljanom v Republiki Slovenije, skratka v državi. In
Kako vi zdaj to ocenjujete? Je bila ta poteza uspela zgodba ali kako? Veste kako, nekaj časa so bili za takrat, ko se je odločalo, ker je pač bila večinska odločitev, potem skoraj da vsi proti, se spomnite tudi ugledni ljudje, ki so rekli, to je nič vreden papir, vršte stran, in tisti, ki so vrgli stran, so se pol sekirali, ker nekaj so pa bili vredni. Za noben model ne moramo reči, tudi če v neki drugi državi uspe, da bi zanesljivo uspel v Sloveniji enako. Glejte, mi imamo v Švici primer sistema, kjer praktično na najnižjih ravneh relativno majhnih občin imajo celo sodišča, ne le ostale pravne zadeve. Ampak to je pač tisočletna tradicija, ki tam vrhunsko uspeva, verjetno v Sloveniji ali pa kje drugje ne bi uspevala. Certifikatni model je eden od možnih modelov, imel je svoje pozitivne stvari, ni bilo dovolj varovalk, da bi nekateri to, pa niti ne toliko zlorabljali v prvi fazi, ampak uporabljali. Nekateri so vedeli, da v času, ko se je to zelo podcenjevalo, je pravi čas, da se to kupi. V principu je vsak imel možnost kupiti, kdor je verjel. In vemo pa, da posledice tega načina privatizacije pa seveda niti slučajno niso bile take, kot bi si jih želeli. In jaz poznam neke razmere v drugih postsocialističnih državah, imajo boljše in slabše izkušnje. Sočasno, ko ste bil v vladi, ste bil izreden zagovornik ohranjanja slovenske lastnine. Vi ste se takrat kar močno izpostavil tudi tako za bančništvo kot za Telekom, pa še kaj, pa tudi pivovarna Laško, če se ne motim, je bila takrat predmet tega. To je bilo kasneje, polje Franc Kangler, tako. In če bi zdaj tako vzel vse te firme ali podjetja, ki so ostala v naše, niso imeli vedno uspešne zgodbe pa zaključka. Pa kako bi... Ja, to je tudi ena od takih stvari. Torej, jaz sem ponosen, recimo, da smo uspeli takrat preprečiti eno čudno divjo privatizacijo zavarovalnice Triglav, ki je še danes najmočnejša slovenska zavarovalnica, zelo veliko vredna in bo, če bo prodana, bo država in davkoplačevalci veliko dobili, če bo ostala, bo lahko naredila, v tej lasti bo lahko veliko pozitivnega naredila. Smo tudi nekatere druge stvari v tej smeri uspeli narediti, ampak recimo prav primer Ljubljanske banke, ki je zdaj aktualna. Jaz sem vedno zagovarjal, skladno z stališči, bil sem pač po svetu, kjer so nam razlagali recimo primer Nemčije, Francije in tako naprej, zakaj je pomembno, da imaš ti neko sistemsko banko, ki je po eni strani preko vir vseh informacij o finančnem stanju gospodarstva, finančnem stanju ljudi, državljanov, da je pomembno, da jo imaš v nekem upravljanju države, vsaj v kontrolnem, če že ne večinskem deležu. Žal, ta del zgodbe se je izrodil. Jaz sem bil vedno zagovarjal slovensko lastništvo najmočnejše banke, danes sem za to, absolutno za to, da se jo proda. Zakaj? Ugotovil sem, da je preprosto sistem korupcijskih mrež, ki mimo vsakokratne vlade dejansko odloča, kaj se bo delalo z banko, tako močan, da ni realno pričakovati, da bi ga v bližnji prihodnosti raztrgali, pretrgali, onemogočili in bo preprosto vedno znova črpal in bomo imeli vedno nove dokapitalizacije. Ljudje bodo dajali milijarde iz svojih žepov. Za koga? Za tiste, ki so ta sistem vzpostavili in ta denar vlečejo v tujino, v svoje zasebne, za kakršnekoli že namene. Recimo primer milijardo opranega denarja, milijardo dolarjev opranega denarja v Ljubljanski banki in to z dokazljivim, resnim sumom, da je šlo celo za denar za teroristične in podobne namene, brez nekega zaključka v smislu sprožitve kazenskih postopkov. To dokazuje, da je pravni sistem, ki deluje v interesu določenih skupin in finančni konglomerat, ki drži te mreže, da sta pač povezana in uspešno delujeta. In za razliko recimo že od sosednje Avstrije, saj so oni tudi imeli hude probleme z bankami, ampak ko so prišli v Hypo banko, so prišli s policijo in so jih kar peljali špilat v maricah
šefe banke. Pri nas so to še vedno neke stvari, ki izgledajo nemogoče, se pravi, če nekdo tam gre, vzame 5 paštet, da bo nekaj dal nekomu za jest, bo takoj procesuiran. Se pravi, ljudje objektivno, vsaj realno osumljeni velikih zlorab na tem področju, pa praktično še nihče za to ni odgovarjal. Zato jaz mislim, da je prav, da v izogib dodatnemu izčrpavanju prebivalstva z raznimi novimi dokapitalizacijami ali pa tudi načinom, ko se jim je pobralo denar preko podrejenih obveznic, da se banko da v upravljanje tujcem, proda glavni delež, ohrani tisti delež, ki je potreben za to, da ti neke strateške stvari lahko, na neke strateške stvari lahko vplivaš, sicer pa, da si preprosto priznamo, tukaj pač nismo bili sposobni vzpostaviti take pravne države, ki bi zaščitila realne slovenske interese, zato je očitno ta prodaja edina možna pot. V tem trenutku, kot je dejstvo, teče ravno ta postopek prodaje oziroma naj bi že... Ki je mimogrede tudi obljuba in dogovor z Evropsko unijo in ga moramo speljati, ne glede na to, kakšne imamo intimno osebna stališča do tega. Ampak bi rekel, ob tem kar precejšen del strokovne javnosti želi ustaviti, da bi se ustavila ta prodaja in z nekimi argumenti, da bi bilo treba z nekimi tožbami, pa ne vem kaj se to stvar ustaviti. Očitno tega se ustaviti ne da več. Ne, jaz mislim, da se ne da več ustaviti in sem zadovoljen, da se ne da ustaviti. Bi pa rekel, da je vsak od tistih, ki danes po vsem tem, ko vemo, kako grobo se je zlorabljalo visoke funkcije v politiki in v bankah in to za zasebna okoriščanja in za neke poti, ki so vse kaj drugega kot v interesu Slovenk in Slovencev, kdor danes podpira to, da banka ostane v domači lasti in prevzema nase tveganje, da je bomo ponovno morali dokapitalizirati, je prav, da najprej vrže par 100 evrov na mizo, pa rečemo, lejte, to naj bo vaša vstopnica v taka vaša stališča. Ko boste pa dokazali, da imate za sabo, za tem stališčem tudi model, kako boste onemogočali te zlorabe, takrat bom pa jaz prvi, ki bom podprl, da Slovenija tudi zaščiti, da taka sistemska banka ostane slovenska. Kot podpredsednik vlade ste takrat bil tudi sopokrovitelj prvega zbornika v slovensko-hrvaški meji in seveda tu bi navezal pol tudi, bi rekel, to vaše, bi rekel, civilno gibanje 25. juni, katerega predsednik ste. Kako zdaj ocenjujete zdaj po tej plati, če takoj pristopimo, rekel, k tem reševanju meje z sosednjo Hrvaško, arbitražni sporazum, razsodbo tega arbitražnega sodišča imamo, predvsem, kako vi ocenjujete, kaj smo zdaj eni veliki poraženci, ali je to neka prava pot bila in skratka, mislim, da poznate zelo dobro stvari in bi jih prosim pokomentiral. Ja, jaz mislim, da je Slovenija kar velik poraženc te zgodbe, pa ne le zato, da je v več kot 80% meje, kjer so bila sporna vprašanja zadeva v korist sosednji Hrvaški, poraženci tudi zato, ker ravno tisti del, ki naj bi bil v korist Slovenije, se pravi, da bi dobili večji delež Piranskega zaliva, tega Hrvaška ni pripravljena sprejeti. Jaz mislim, da je bila, mi smo se, poznate, takrat odločno nasprotovali tej arbitraži. Kasneje smo se zelo borili, da bi vsaj dali pravo vsebino, da lahko ta mednarodni tribunal odloča o realnih dejstvih. Lejte, mi imamo ravno zdaj, bo obletnica, smo leta 1919 je nekaj časa, smo imeli samostojno državo, v kateri so bile pokrajine, se pravi, ki je zadnja tvorba, na katero se upravičeno nekateri posamezniki, tudi strokovnjaki, sklicujejo, ko trdimo, da so upravičenja, ki izhajajo posebno, ko gre za vprašanje dela Istre in meje na tem področju, popolnoma utemeljena, če bi jih Slovenija seveda uveljavljala. Poglejte, mi zdaj govorimo o večini Piranskega zaliva, ki da je slovenski in ga je nam prisodilo arbitražno sodišče. Nikoli v 1000-letni zgodovini
Hrvaška do 25. junija 1991 ni nadzirala enega kvadratnega metra Piranskega zaliva. Na dan osamosvojitve je na Savudrijskem rtu, tam, kjer je svetilnik, je bila slovenska vojska in slovenska policija. Iz Savudrijskega svetilnika, od tam se lahko po mednarodnem pravu potegne črto do mednarodnih voda. Samo nerodnost ali pa nezadostna pozornost je botrovala temu, recimo, da se je ob osamosvojitvi Slovenija umaknila iz tega dela, ko je šlo pri Dragoni, umaknila svojo kontrolno točko v nižino. Takratni predsednik hrvaške vlade Nikica Valentić je pisal slovenski vladi, da prosi, da zaradi turističnih razlogov začasno premestijo kontrolno točko k mostu ob Dragoni in da je lahko kadarkoli ponovno umaknejo nazaj v 3 dneh. Danes stoji tam mednarodni mejni prehod. In vse kasnejše vlade, žal leve in desne, niso naredile potrebnega, da bi mednarodno javnost prepričali o naših argumentih, zakaj smo upravičeni vsaj do zgodovinske občine Piran, ki vključuje tudi Kaštel in Savudrijo. Če povem kot primer, ko sem bil pri ameriškem ambasadorju in prinesel zemljevid, ta izmenit, ko smo ga izdali, ga je takoj pred mano prilepil na steno in rekel, na steno ga dajem zato, da bom lahko vsaj se pogovarjal z mnogimi vašimi ljudmi, ki prihajajo k nam in razlagajo to problematiko. Je rekel, hkrati vam pa moram povedati, da žal razen vas, ki ste civilno-družbena skupina, torej Zavod 25. junij, nihče od vaše države, ne vlada, ne opozicija, ne zastopa teh stališč, da Sloveniji pripada tudi zgodovinska občina Piran, se pravi Kaštel in Savudrija, vsi argumenti so za to. Mi smo imeli nekaj 100 dokumentov, ki o tem govorijo. Ampak prvi korak, ki so ga naredili pri pripravi te arbitražne zgodbe, je to, da je takratni predsednik dr. Tirk bil predlagatelj, ne vem, kdo je še odločil, namesto dr. Petriča, mednarodno uveljavljenega pravnika, najuglednejšega v mednarodnih pravnih krogih, zamenjal kot kandidata za pač neko drugo gospo. In je bila posledica ta, da smo že izhodiščno bili popolnoma hendikepirani. Naslednji koraki, ki so sledili za temi prisluhi in to je bilo samo nadaljevanje pač neke ponesrečene zgodbe. Zaključujem, večkrat se spomnim na Libeliče, kako so se ljudje odločili, da ne glede na koroški plebiscit hočejo, da bo to tukaj, na slovenski strani. In so se odločili in je bilo. Slovenci smo žal imeli samo enega Joška Jorasa za svojo borbo, nekaj ljudi. Nam je takrat zmanjkalo mogoče kakšnih 10 000 evrov, pa bi naredili lahko to kampanje, da bi ta arbitražni plebiscit ne uspel. Lejte, danes nimamo nič drugega, kot da smo glede tega še bolj skregani. Po drugi strani, se pravi, nismo nič rešili, po drugi strani smo pa pravzaprav pristali na to, javno priznali, da pristajamo, da dajemo Hrvaški nekaj, kar je dokazano bilo slovensko. In glede Zavoda 25. junij, ta zavod zdaj ni aktiven, smo aktivni, kadar je pač bilo potrebno, smo pa javno povedali, da če bo kdorkoli, recimo zdaj, ko Hrvaška ne priznava rezultate referenduma, arbitraže, recimo občina Piran, župan, občinski svetniki sprejemajo sklep, da bodo ne glede na hrvaško nepriznavanje te zaselke prepisali na hrvaške občine. Če se bo to zgodilo, bomo proti vsem tem posameznikom sprožili postopek po 350. členu Kazenskega zakonika, ki predvideva visoke zaporne kazni. Ker mislim, da je pomembno, da se ljudje enkrat zavejo, da za svoje dejanje moraš odgovarjati. Mi smo se zavezali z vstopom v Evropsko unijo pa v te euroatlantske povezave NATO in seveda monetarno smo tudi povezani znotraj Evrope. Ampak v bistvu in si tudi želimo eno čvrsto, trdno Evropo. V tem primeru Evropa se dokaj medlo odziva, pa ne bi zdaj želel tu zdaj načenjati, ampak bolj bi rekel to, koliko je lahko ali koliko je za pričakovati neko trdnost Evrope, neko povezanost Evrope v tem trenutku, ko nas skozi neprekinjeno je občutek, da nas razvaja ravno ta, bi rekel, problematika beguncev. Kako vi to ocenjujete? No, kot prvo, jaz mislim, da je
v slovenskem interesu je trdna, stabilna in močna Evropska unija. Problematika migrantov. Mi nimamo problematike beguncev. Beguncev je nekaj odstotkov, morda v tem trenutku, ki prihajajo v Slovenijo. Problematika migrantov je pa morda usodna problematika, ki bo morda pomenila neke nepovratne procese v državah Evropske unije in kasneje v celotni Evropski uniji. Zato bi se mi zdelo toliko pomembneje, da bi Evropa govorila čim bolj s skupnim jezikom, ko gre za to problematiko. Danes države Višegrajske skupine dosledno branijo svoje stališče, da je treba ohraniti ta evropski način življenja, kar zaznamuje evropsko civilizacijo. Nekateri tudi s potezami, posamezniki, s katerimi se morda ne moramo v celoti strinjati, ampak mi imamo danes prestolnice Višegrajske skupine, ker ne patruljirajo policija pa vojska, in imamo prestolnice stoletnih evropskih držav, ki so bile vedno primer svobodnega sveta, ki danes pred očmi vseh nas spreminjajo svoje obličje. Evropsko kulturno oziroma krščansko civilizacijo Evropa ima iz teh krščanskih temeljev je zrasla in iz judovske tradicije in seveda tudi ob sodelovanju mnogih drugih. Danes po hitrem postopku se spreminja v nekaj, kar ni oplemenitev tega, oplemenitenje tega, kar imamo, ampak prej bi lahko rekli to, kar se dogaja zdaj recimo na Švedskem, delno v Belgiji in še ponekod, kot neke vrste anarhično razpadanje sistema. Tega se moramo upravičeno bati, zato je prav, da podpremo Evropsko unijo, njeno trdnost in da tudi podpremo tako nacionalno politiko pri nas in drugih državah, predvsem pa pri nas, na to imamo vpliv, ki bo znala zaščititi svoje interese. Moje stališče je, da vsak begunc, vsaka mamica z otrokom, ki pride na mejo, na Kolpo, je dobrodošla. Pride, jo oskrbimo, je dobrodošla, je pri nas. Smo dovolj bogati, da lahko za to skrbimo. Podobno, kot je rekel Ivan Oman, pa pravim, za nezakonite migrante mora biti meja hermetično zaprta, kajti kaj pomaga, da sprejme Evropa še milijon, še 2 milijona, še 5 milijonov teh migrantov. Mi bomo samo anarhijo naredili tukaj, ne more pa 500 milijonska, 600 milijonska Evropa rešiti milijarde, 200 milijonov, ki jih imamo v tem trenutku v Afriki, pa Daljnega vzhoda in tako naprej. In jaz upam, da bo Evropa tudi z novim kongresom Evropske ljudske stranke, ki bo v kratkem na Finskem, našla pravo smer in usmerila Evropo bolj trdno, kot jo žal tudi trenutno vodstvo Evropske ljudske stranke na nekaterih segmentih ne uspeva. Volilni sistem. To je večna tema, o katerem se govori in vse politične stranke ali pa tudi veliko nasploh je neka ugotovitev, da ta volilni sistem ne daje tistega, včasih so pač tudi razočarani, pravi, volilni smo tako, bi rekel, rezultati potem pa prikažejo neko drugo sliko, tudi potem razne povolilne povezave, potem so drugačne, kot je volja volivcev. Pa kako bi zdaj vi v tem trenutku ocenili tole sedanjo situacijo, no, če zdaj to preslikamo. Mi smo imeli v tem letu državnozborske volitve in rezultat je tako, kot je, in imamo koalicijo, pa imate s tem izkušnje, pa kako vi zdaj to ocenjujete in tudi predvidevate, kaj se bo, kakšna? En del razlogov za probleme po teh volitvah je posledica volilnega sistema, en del razlogov pa je po mojem posledica, rekel, čudnega stanja slovenske politične kulture in dojemanja demokracije, ko se recimo zmagovito SDS vnaprej izloči iz pogovorov. Koliko je zdaj tukaj krivde na eni drugi strani, jaz ne poznam vseh detajlov, ampak dejstvo, da ti javno oznaniš orkestrirano večina strank, da z SDS-om ne želijo sodelovati, to je nekaj, kar je unikum, ko govorimo o evropskem dojemanju demokracije. Res pa je, da tudi volilni sistem se je pokazal kot neustrezen. Verjetno bi bilo potrebno narediti neko kombinacijo
večinskega in proporcionalnega oziroma povečati tiste elemente, ki zagotavljajo, da bo izvoljen človek, ki so mu ljudje dali svoj glas. To je pa po eni strani možno z preferenčnimi glasovi, po drugi strani z odnosom do krajev v volilnih enotah. Jaz poznam razmere, takrat pokojni doktor Zagožen je z najboljšim namenom pomagal vzpostavljati en sistem, ki bi ga večina strank, ker gre za ustavno materijo, podprla. Po drugi strani bi pa sledil enemu cilju, da v Sloveniji ne pride do pol-pol, ker se lahko zgodi, da pač z 51% dobiš 100% glasov. Namen je bil absolutno dober, rezultat pa ni bil dober. In jaz verjamem, da bo šla pot v smeri neke kombinacije. Lejte, mi imamo v tem trenutku lokalne volitve in na lokalnih volitvah so župani voljeni po večinskem sistemu, občinski svetniki po proporcionalnem sistemu, občinski svetniki v manjših občinah pa tudi po večinskem sistemu. In recimo nemški model, ko imaš kombinacijo večinskega, proporcionalnega ali pa nekateri drugi modeli iz držav, ki so tam tudi sicer blizu, so verjetno neka prava pot. Prej ste omenili krščanske vrednote, pa bi rekel ločenost cerkve od države po ustavi. Je tu pri nas v Sloveniji zdaj kakšen manjko ali mislite, da je ustrezno zadeve, stvari stojijo? No, verjetno vsak gleda malo svojega zornega kota, ampak jaz nekako ocenjujem, da grejo stvari v pravi smeri. Jaz bi si želel, da predvsem se ne bi dogajale take stvari, kot so se v primeru izvajanja sklepa ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih šol, kjer je bilo evidentno, da zaradi, 5 katoliških šol se skuša, pa niso to edine zasebne šole, se skuša praktično zaobiti sklep ustavnega sodišča, kar res ni dober znak za naše dojemanje pravne države, torej sklepi ustavnega sodišča so seveda pomembni. In želel bi si tudi, da tudi ob očitno eni ključnih tem bližnje prihodnosti, to je obdavčenje nepremičnin, da bi sledili enemu cilju, da so dejavnosti, ki niso pridobitne in ki služijo širšim interesom, se pravi, ali so vzgojne, ali gre za varovanje naravne, kulturne dediščine in tako naprej, da se jih ne obdavči oziroma da se to upošteva pri tem obdavčenju. Ker sicer se nam bo zdaj zgodilo ponovna zgodba, kot se zgodi, ko so partizani domobranci, cerkev, pa rekel laični del, in zdaj bo pa obdavkih spet, ali naj cerkev ima obdavčeno ali ne. Ne gre za vprašanje cerkve, gre za vse dejavnosti. Lejte, ta zakonodaja zdaj predvideva, meni je povedal Miha Zagožen, kmet iz Spodnje Savinjske doline, Zgornje Savinjske doline, da je preračunal, da bi, mislim, da 3-krat ali več, 4-krat, 3-krat toliko plačal, kot zdaj plača z davki. In to bi lahko, ta predviden predlog zdaj dobesedno bo mnoge kmete, obrtnike, podjetnike potisnil v nemogočo situacijo. Ko gre pa za te dejavnosti, recimo šolski sistem, zakaj boš ti obdavčeval šole, ki so državne? Zato, da boš pobral davke, ustanovi, kjer je država dala denar, da bo še enkrat lahko ta denar po svoji volji distribuiral. To bi morala biti neka, pogledati, kako delujejo modeli po svetu in tiste, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so širšega pomena, čim bolj razbremeniti dodatnih obdavčenj. Veliko tem bi še lahko midva odprla. Bil ste izredno zanimiv, slikovit sogovornik in ob zaključku bi vam zaželel veliko pozitivne energije, ker podal ste se na naporno pot, ki je polna ovir, ampak verjamete v tisti končni pravi rezultat in da bo to Slovenija nekaj od tega dobrega dobila. Ja, hvala lepa in tudi hvala lepa za povabilo. Hvala za pogovor in nasvidenje.